Dober dan vsem, ki ste se pridružili spletnemu seminarju Društva revmatikov Slovenije, s katerim odpiramo trenutno zelo aktualno vprašanje: zakaj bi se cepili? Prvi odgovor je seveda na dlani. Trenutno je cepljenje ena naših najboljših možnosti, da v bitki s COVID-19 vendarle zmagamo. To zmago potrebujemo ne le zaradi strahu pred boleznijo samo, ampak tudi, ker si vsi želimo vrnitve vsakdanjosti, v kateri smo se lahko ob seminarjih in drugače družili tudi v živo. Da smo se danes sicer nadaljavo ob predavanju revmatologinje, docent dr. Katje Perdan Pirkmajer zbrali v nekoliko večjem številu, pa kaže na željo po druženju in hkrati tudi na številna vprašanja o cepljenju, ki jih imamo vsi. Že pred covidom jih ni bilo malo, zdaj pa jih je s to novo boleznijo in s to razmeroma novo vrsto cepljenja še več. Po uvodnem polurnem predavanju o imunskem sistemu in cepljenju bomo tako docent dr. Katji Perdan Pirkmajer z Kliničnega oddelka za revmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana postavili še nekaj vprašanj. Veliko, res veliko ste jih tokrat poslali že vnaprej po elektronski pošti, še vedno pa jih lahko tudi med dogodkom zapišete javno ali zasebno v okence za pogovor, chat. Zdaj pa, in ker imamo le uro časa, predlagam, da kar začnemo. Docent dr. Katja Perdan Pirkmajer, izvolite, lahko prevzamete besedo in sliko. Ja, hvala lepa za lep uvod, hvala lepa seveda za povabilo. Zdaj bom jaz najprej vzela si toliko trenutek, da našo današnjo predstavitev podelim z vami, potem pa seveda lahko takoj začnemo. Upam, da tole vsi vidite zdaj. Takole. Zdaj, najprej seveda lep pozdrav vsem. Marsikdo izmed vas me pozna, ker smo že sodelovali, marsikdo sigurno tudi še ne. In pred nami je zdaj ena precej zahtevna naloga, da v naslednje nekako pol ure povemo nekaj na to vročo temo, v bistvu v zadnjem letu, malo o covidu, malo o cepljenju in pa to poskušamo navezati na bolnike s kronično vnetno revmatično boleznijo. Zdaj, jasno je, da jaz tukaj danes govorim pač stališča revmatologa, nisem ne prav imunolog, ne infektolog, tako da kar se teh podrobnosti tiče, pač je to tako vsem, ki so udeleženi, sigurno že jasno. Zdaj, preden pa gremo na to malo bolj specifično tematiko, pa moramo postaviti v bistvu neko osnovo, da sploh vemo, o čem govorimo, oziroma kaj je tisto, kar potrebujemo, zato da lahko govorimo o cepljenju, zato da tudi lahko govorimo o nekem odzivu proti mikrobom. In to je seveda naš imunski sistem. Dejansko je glavna fiziološka naloga imunskega sistema obramba pred okužbami. In če povemo nekako morda poenostavljeno, ampak tisto bistvo, pri tem sodelujeta tako imenovana nespecifična naravna imunost, to je tisto, kar nekako je enako odziv na kakršenkoli tujek, ki poskuša vstopiti v telo, in po drugi strani tista nekoliko bolj pridobljena specifična imunost, na kateri dejansko potem delamo skozi življenje, ko prihajamo tudi v stik z različnimi tujki, če temu tako rečem, pa ne glede na to, so to bakterije, virusi ali pa kakršnikoli drugi tujki. In osnova, na kateri deluje imunski sistem, je ta, da če vse deluje pravilno, loči med tistim, kar je lastno naše, in med tistim, kar je tuje. In seveda so bakterije, virusi, kot je COVID in vsi ostali, nekaj tujega. Medtem ko lastno celico imunski sistem prepozna in jo načeloma seveda pusti pri miru. Zdaj, številni izmed vami so sigurno ali kdaj v preteklosti ali pa zdaj uporabljajo zdravila, kot je na primer metotrexat, arava in podobno. Veste, da kadar imate ta zdravila, imate z naše strani revmatologov eno tako posebno nalogo, da morate vsaj na mesec do 2 k svojemu izbranemu zdravniku in tam opravite kontrolo med drugim krvne slike. In med prvimi besedami, ki jih tam zaznate, so levkociti, včasih označeni kot L, včasih celo besedo, in to so dejansko tiste celice, ki so izrednega pomena, tudi ko govorimo o naši obrambi. Seveda jih je več različnih vrst. To, kar tukaj vidite, so dejansko povečane različne oblike teh levkocitov pod mikroskopom in pobarvane. Nas zanimajo običajno tele nevtrofilci, pa limfociti, obstajajo seveda še številni drugi. Tisto kot zanimivost, cele celice, ki jih vidite ob levkocitih, to so pa dejansko naše
naši eritrociti, ki prenašajo hemoglobin s kisikom naokrog do tkiv, se pravi pač zelo barvito in za naš organizem seveda izrednega pomena. In kaj dejansko delajo? Ko nek tujek, ki ga mi strokovno imenujemo lahko antigen, vstopi, ga najprej seveda zaznajo in potem sprožijo različne procese tega tudi specifičnega imunskega sistema in začnejo ustvarjati to obrambo proti tujku, ki je vstopil v telo. Če je ta tujek na primer virus, to pomeni, da določene celice izmed teh levkocitov, med njimi na primer plazmatke, začnejo proizvajati protitelesa, beljakovine, ki bodo potem zaznale, prepoznale ta tujek in ga lahko na različne načine potem pomagajo odstraniti. To je nekaj, kar je del tako imenovane humoralne imunosti, se pravi s protitelesi posredovane. Po drugi strani imamo še druge mehanizme, ker ko nek virus na primer stopi v telo, okuži celico in kaj naredi, to celico dejansko spremeni v tovarno novih virusov. Ta celica zdaj proizvaja številne nove viruse in tudi zato ima naše telo rešitev, različne druge te bele krvničke, ki so dejansko sposobne to okuženo celico uničiti in na takšen način v bistvu odstraniti poleg virusa seveda tudi to okuženo celico. Seveda si verjetno predstavljate, da pri tem, ko se celica cela uniči in je to več celic, se sprožajo tudi različne druge molekule, ki lahko okoljno tkivo poškodujejo, ampak to običajno znamo popraviti. Ampak nekako v osnovi je to nek mehanizem, ki nas ščiti pred tujim. Tisto, kar pa je zelo pomembno, je tudi to, da ima ta naš imunski sistem zelo dober spomin. Kar pomeni, da ko pride prvič v stik z nekim, na primer, virusom, se začnejo procesi, ki sem vam jih zdaj opisala in potrebujejo en svoj čas, da nastanejo ta protitelesa in pa posebej usmerjene celice, da na to mikrob, kjerkoli že, odstranijo. Ampak, ko bo prišlo telo drugič v stik s to isto vrsto, recimo virusa, bo odziv precej drugačen. Takrat lahko veliko hitreje in lahko tudi močneje proizvede protitelesa, aktivira celice, ki jih že imamo in tako hitro in učinkovito dejansko odstrani ta mikrob. To, da je spomin obstaja in da je zelo pomemben, je res, po drugi strani pa je pomembno tudi to, da je imunski sistem specifičen in kaj mislimo s tem. Ko telo pride z neko vrsto virusa v stik, ima zanj spomin. To pa seveda še nič ne pomeni za nek drug mikrob, ki s tem prejšnjim ni v nikakršni v bistvu povezavi, ni nikakor soroden. Se pravi, ko bo prišel ta nov tujek, se bo celoten krog ponovil. Se pravi, vse na novo za ta nov tujek. No in če smo v bistvu zdaj povedali, da je naš imunski sistem res zelo zapleten, dobro zgrajena obramba pred mikrobi, se logično zdaj postavi vprašanje, zakaj bi se torej sploh cepili, če imamo naravno že pač to sposobnost. No, to vprašanje je seveda dobro, si ga jasno vsi marsikdaj zastavljamo in preden poskušamo nanj odgovoriti, zdaj predlagam, da pokažemo še eno vprašanje za vas, da vas malo spodbudimo. Tako je, preden preidemo na drugi del predavanja, bi vas radi čisto iz radovednosti vprašali, ali že veste, se nameravate cepiti proti COVID-19? Možni odgovori so da, ne in ne vem, seveda so odgovori anonimni, sodelujete pa lahko tisti, ki nas spremljate preko Zooma, tako da kliknete pred odgovor, ki za vas najbolj velja, če ste se seveda sploh že odločili. Upamo pa, da bo na vašo odločitev vplivalo tudi današnje predavanje. Cepljenju bo namenjen naslednji del predavanja. Mogoče lahko že kar pogledamo odgovore, glede na to, da so zelo enostavni. Tako je, velik del se vas je že odločil za cepljenje, kljub temu, a ne, pa gotovo vsi, ne glede na to, kako smo odgovorili, imamo glede cepljenja še vprašanja in bi radi izvedeli o tem čim več. Torej, dr. Katja Perdan Pirkmajer, izvolite, kar nadaljujte.
veseljem. No, v bistvu sem na nek način malo presenečena, v dobro smer presenečena, ne, da je toliko poslušalcev že prepričanih. Je pa res, da ja, sigurno obstajajo in ostajajo določene dileme, ki bodo vedno z nami, tako da zdaj si poglejmo mogoče nekaj teh nadaljnjih podatkov, ki sem vam jih pripravila. Ne imam jaz sam problem, ker tale PowerPoint noče naprej. Evo. Takole, to je zdaj en primer, ne vem, če jo poznate, ampak to je bila ena precej znana francoska prima balerina, Leclerc se je pisala. V tistih časih ogromno je pač potovala okrog, imela različne ture po Evropi in tako naprej. In v tistem času je že obstajalo cepivo za poliomielitis, se pravi otroško paralizo. No, zgodba je takšna, da je ona menda že stala v eni prav vrsti za cepljenje, ampak nekako ji ni bilo toliko do samih brisk, pa injekcij, pa igel, pa nekako ni se ji dalo takrat počakati in je rekla, bom to drugič opravila. No, in potem je bila lepo naprej na svoji turi po Nemčiji, prišla naprej v Kopenhagen. In menda je na nedeljo 28. oktobra imela še predstavo, plesala, se začela zvečer počutiti malo neudobno oziroma predvsem je imela bolečine po mišicah. In ko se je na ponedeljek zjutraj zbudila, je bila v bistvu ohromela od pasu navzdol in ne le to, kasneje v bistvu prišlo tudi do prizadetosti dihalnih mišic. In pristala je na tistem, kar so takrat imenovali železna pljuča. To je tisto v bistvu, kar je danes ventilator, v katerih smo tudi veliko poslušali, se pravi, to so načini umetnega predihavanja in vzdrževanja, ki so jih takrat imeli. Moramo vedeti, da to je bila doba, kjer so včasih še tudi na takle način pomagali, da so dejansko na roke predihavali bolnike, se pravi čisto nekaj drugega, kar poznamo danes. Ampak otroška paraliza je en tak, se mi zdi, precej nazoren primer tega, ker tukaj gre tudi za virus, kjer dejansko 70% preboli okužbo brez nekih posebnih težav. 25% ima nespecifične, glavobol, malo povišene telesne temperature, bolečine v žrelu. In potem prijemo do nekako okrog 5% tistih, ki imajo prizadeto živčevje in od tega do 2% takih, ki dejansko ohromi. Na prvi pogled morda izgledajo to nizke številke, ampak če dobro pomislimo, dejansko niso, če to pomeni za nekoga, da se ali konča življenje ali pa da je to pač dolgotrajna, doživljenjska huda oviranost. No, tole je v bistvu, tako je izgledal takrat oddelek s temi kot železnimi pljuči za otroke z otroško paralizo, se pravi precej drugače, kot to izgleda danes. No, ampak kaj se naše prima balerine tiče, je preživela, ampak na žalost ostala do konca življenja hroma od pasu navzdol. Tako da to je en tak primer, kaj se lahko zgodi, kljub temu, da so odstotki nizki pri določenih okužbah. In kaj v bistvu potem naredimo s cepljenjem? Če mi, v bistvu namen cepljenja je takšen, da našemu imunskemu sistemu, o katerem smo prej nekaj povedali, damo recept dejansko, kako mikrobe premagati, ne da bi pred tem zboleli in utrpeli neko posledico, potencialno posledico okužbe, ki so seveda možne. Se pravi, kuharski recept, kako nekaj narediti, ne da bi utrpel hujše posledice. Kar pomeni, da kot takšen, če se cepimo proti nekemu virusu, in že proizvedemo protitelesa, pomeni, da ko bo ta virus prišel dejansko v stik z našim telesom, bo naš odziv lahko zelo hiter, ker bomo že imeli način, kako bomo ta protitelesa in druge oblike zaščite razvili in bomo lahko odreagirali hitro. V bistvu je tole še en tak primer, ki sem ga dejansko našla pač na Medscapeu, na tej naši bazi podatkov, ki prav tako zelo lepo pokaže, kaj dejansko lahko cepivo pomeni ali ne. Tole sta dejansko sestri, zgornja cepljena, spodnja ne, in gre za kozavost in vidite, da pri cepljenju se je sicer pojavilo nekaj izpuščajev, ampak mislim, da je razlika že, če pogledamo to sliko, v bistvu pove vse. Kakšna je lahko razlika in kaj dejansko z nekim cepljenjem kljub vsemu lahko preprečimo ali vsaj poskušamo preprečiti. Zdaj že Pasteur,
je bil pač zelo pomemben francoski znanstvenik, ki je dejansko rekel, da so mikrobi tisti, ki bojo imeli zadnjo besedo. In na žalost jaz sama sem v bistvu ravno v letošnjem letu pogosto pomislila na to, ko smo prišli v to obdobje tako imenovanega COVID-19. Zdaj pred letom dni se je že nekaj začelo dogajati, veliko je bilo že podatkov o tem, da se nekaj dogaja, ampak morda nismo še čisto se zavedali tega, kakšen v bistvu obrat v našem načinu življenja, vsega nas čaka. Takrat si je po mojem malo kdo znal to predstavljati v tem sodobnem svetu, ampak nekako smo do tega prišli in zdaj upamo, da nekako čim prej tudi pridemo ven iz te situacije. Zdaj, sami izbruhi in pojav raznih epidemij, pandemij, se pravi nečesa, kar razne klice povzročajo, niso novost, dejansko nas spremljajo skozi zgodovino. Že ko se je COVID-19 pojavil, je bilo veliko navezovanja tudi na špansko gripo, ki se je vendarle pojavila več kot 100 let nazaj. To je bil čas, ko dejansko cepiv in vsega ostalega, kar danes imamo, še nismo poznali in vemo, da pač žrtev, kar se španske gripe tiče, nikoli niso znali čisto popolnoma oceniti, ampak vsekakor se je govorilo o milijonih. Takrat seveda je bila situacija tudi precej drugačna, izčrpanost prebivalstva, gospodarstva in vsega po vojni s precej slabimi razmerami, tako da čisto vsega se ne da primerjati, ampak to je en tak primer iz zgodovine, za katerega sigurno večina ve ali pa zanj že slišala. No, in kar se tiče samega covida, tole so nekako te aktualne številke, kljub temu, da je na začetku bilo veliko na nek način upanja, da je to neka blažja oblika viroze, ki jo bomo vsi preživeli brez nekih večjih težav, se je izkazalo, da temu le ni čisto tako. Tudi tukaj se v bistvu smrtni primeri zdaj že štejejo tudi v milijonih in tudi kar se tiče Slovenije, dejansko situacija vemo, da je bila daleč od dobre. Upamo pač, da smo zdaj res na poti k temu, da se izboljša. Sem pa medtem, ko sem pripravljala tole predavanje, naletela prav na tale letak, ta je bil za časa španske gripe in dejansko so že takrat, lahko kar kakšno vzporednico potegnemo z današnjim časom, že takrat so v bistvu bili nasveti, izogibajte se množicam, brez nekega večjega druženja, ne uporabljajte javnega prometa, če se le da, hodite. Se pravi, nekaj, česar smo zdaj sploh v zadnjem letu v bistvu kar precej navajeni. Seveda danes gledajo stvari, gremo pač pri vseh teh letakih in navodilih naprej. Danes vemo, zdaj ko govorimo o koronavirusu, kakšni so tisti prvi znaki, običajno bolj prehladni, ki nas opozorijo na to, da smo lahko okuženi. Vemo, da moramo paziti na to, ker se virus prenaša kapljično, da se lahko tudi stiki, se pravi rokovanje je nekaj, kar smo praktično morali eliminirati v zadnjem letu, da se lahko seveda zadrži tudi na površinah. In mislim, da zdaj smo že res vsi dobro seznanjeni s vsemi temi preventivnimi ukrepi, s katerimi se da marsikaj omiliti, se pravi higiena rok, higiena kašlja in tako naprej. In seveda tudi tam, kjer so zaprti prostori, pravilna uporaba mask. Se pravi, maska ne le kot nekaj, kar je bolj v okras, ampak če se jo uporablja, da se jo res uporablja pravilno. No, ampak to so tista osnovna navodila, zdaj pa dejansko poglejmo nekaj naprej o samem virusu. Zdaj, tole so razne sheme, ki ste jih tudi iz raznih novic že vajeni. Dejansko gre za en takle virus, ki ima te zunanje beljakovine, beljakovina S, proti kateri se dejansko usmerja tudi večina cepiv. No, in ko se ta virus potem, ko preide v celico, če temu rečemo tako, je tako kot pri marsikaterem drugem, pač okuži celico in ta celica začne dejansko delovati v prid samemu virusu. Zdaj, med prvimi celicami, ki jih napade, so celice, ki so v pljučnem tkivu in pa nekaj, česar mogoče na začetku nismo toliko zaznali, ampak je dejansko res, med prvimi celicami so tudi tako imenovane endotelne celice in to so celice, ki z notranje strani obdajajo naše žile. In to je eden izmed razlogov tudi za marsikakšen zaplet ali pa marsikakšen, recimo temu, težji potek same okužbe. Dejansko je lahko več faz v tisti prvi fazi kot neka akutna okužba, ampak pri tistih, ki ne uspejo virusa odpraviti,
pa lahko seveda pride potem do kroničnih sprememb, kjer se tkivo zadebeli, bolj vname in to lahko privede potem do marsikatere posledice. Zdaj, tole sem vam pač pripravila nekaj posnetkov tega, kar vidimo, ko delamo tudi s temi bolniki. Se pravi, lahko pride, če pogledate, tole je tako globinsko slikanje pljuč in vse tisto, kar tukaj vidite osvetljeno, je nekaj, česar tukaj v bistvu v pljučnem tkivu ne bi smelo biti. Se pravi, tukaj gre za takšne napredovale spremembe v pljučih, ki imajo dejansko marsikdaj zelo malo verjetnosti, da se povrnejo nazaj. Potem to, kar sem omenila, da je endotel, se pravi ta notranji del žilja, prizadet, vnet. To je nekaj, kar lahko vodi in do vnetja žil in do recimo nastajanja strdkov. To je že precej dobro znano, da lahko pričakujemo kot nekako tudi kasnejše zaplete po tistem, ko je sama okužba že mimo, tudi nastajanje strdkov, pljučne embolije in tako naprej. No, tole pa je primer enih takih, v bistvu tudi zmanjšane prekrvavljenosti, dejansko odmeranja tkiva na teh prstih, na noge in dejansko na celem delu stopala in pa odmeranje nekroza v bistvu tudi lahko drugje po telesu. Tako da dejansko podatki se malo razlikujejo od lahko države do države, od populacije do populacije, ampak kar precejšen odstotek, lahko tudi do 1/4 gre lahko v neko pljučnico, se pravi ne le kot okužbo bolj zgornjih dihal, ampak tudi na spodnja dihala, ki lahko vodijo tudi v odpoved dihal, da so lahko prizadete tudi ledvica in pa seveda na to se kasneje lahko nacepijo tudi številne druge okužbe. No, in glede na vse te podatke, ki so pričeli prihajati relativno hitro in glede na to, da smo zdaj v obdobju, ko poznamo cepiva in jih s pridom uporabljamo, je seveda tudi tukaj prišlo do tega, da se je začel tek na čim krajšo progo, kako v bistvu razviti eno izmed možnosti, kako se dejansko boriti s tem virusom, in to so cepiva, nekako logičen odgovor. Zdaj, veliko je bilo povedanega tudi o tem, da seveda, ko nastajajo cepiva, je to lahko zelo dolgotrajen proces, ki gre preko različnih faz, se pravi od tega, da so poskusi na živalih, do tega, da je potem se postopoma povečuje število udeležencev v raziskavah, na katerih potem pridobivajo podatke o učinkovitosti in varnosti cepiva, seveda pa se vedno potem sledi tudi po tistem, ko je cepivo že odobreno. Obstajajo pa že od nekdaj tudi tako imenovani taki pospešeni protokoli, kadar je to nujno potrebno, da se dejansko celoten postopek lahko pospeši. Zdaj, kolikor mi vemo o tem, je tudi tukaj šlo za to, da se seveda poskušalo čim prej dobiti rešitev. Marsikakšen podatek so dejansko imeli že od sorodnih virusov, ki smo jih poznali od prej. Marsikje je šlo za to, da se je dejansko tukaj združilo oziroma da so se zbrala sredstva za to, da je bilo veliko več nekako tega finančne osnove, da so lahko delali pospešeno in na večjem, z večjo hitrostjo, če temu tako rečemo, in prišli do nekih rešitev. Zdaj, kar se tiče samih cepiv, ki jih razvijajo, so v postopkih raziskovanja in tudi tista, ki so že zdaj tudi na tržišču, tudi pri nas, so dejansko to zdaj mrtva cepiva, kar je seveda tudi za bolnike z vnetno revmatično boleznijo pomembno, ker praviloma so živa cepiva pri naših bolnikih tisto, kar je lahko problem. Tisto, kar je bila novost, je, če pogledamo tole AstraZeneca, to cepivo, je nekako bolj tista klasična oblika cepiva, ki ga poznamo že od prej, ko se v nek tak nosilec, v neko v bistvu obliko virusa, ki nam ni škodljiv, vnese tisti material, ki ga potrebuje telo za to, da bo lahko proizvedlo protitelesa in ostali del imunosti. Medtem ko novost so bila pa ta RNA, DNA cepiva, pri katerih je nekako ideja v tem, da dejansko v telo vnašamo na nek način čim manj tujega, ker najbolj enostavno povedano tukaj v tak kot nekak lipiden mešiček, mehurček, dajo zapis za virusno beljakovino, to beljakovino S, ki se potem v telesu proizvede do takšne mere, da lahko ustvarimo protitelesa.
No in seveda se zdaj, ko so cepiva na tržišču, pogojno odobrena, ko se je cepljenje začelo, marsikje zelo pospešeno, nabirajo postopoma tudi podatki o tem, kaj pričakovati od neželenih učinkov. In po teh podatkih, ki jih objavljajo, malo mogoče tudi po tem, kar smo sami nekako kot zaposleni v zdravstvu preizkusili, je dejansko za pričakovati, kakšne občutke utrujenosti, sploh po drugem odmerku cepiva, glavoboli, bolečina v mišicah, nekateri res razvijajo povišano telesno temperaturo, kar pa je dejansko bilo bolj kratkotrajno, bolj kakšen dan, morda 2 in je bilo to. Tako da od neželenih učinkov, če gledamo po eni strani tisto, kar se lahko zgodi, pogojno, ko pač se okužimo s tem virusom, in pa tisto, kar lahko po cepivu sledi po podatkih, ki jih seveda imamo do zdaj, nekako se tukaj vedno tehta, kje pričakujemo več koristi. In pač z našega stališča jasno pričakujemo več koristi, zdaj, če poskusimo ljudi zaščititi pred tem, da bi pač do okužbe sploh prišlo. Zdaj, kar se tiče covida in pa kroničnih vnetnih revmatičnih bolezni, je takole. To so vedno podatki, ki se običajno nabirajo pač kasneje. Zdaj so ustanovljene že različne baze, kjer se zbirajo podatki ne samo o poteku bolezni pri bolnikih z vnetno revmatično boleznijo, ampak zdaj na novo tudi o cepljenju. Ampak to so podatki, ki bodo na voljo čez nekaj mesecev, čez pol leta. To je tisto, kar se zdaj v velike baze zbira, potem bo potekala analiza in potem bomo videli, kaj iz teh podatkov lahko sklepamo. Vsekakor naša priporočila trenutna so osnovana na mednarodnih priporočilih, predvsem tudi Evropske lige za boj proti revmatizmu, tako kot običajno. Mi običajno sledimo tem priporočilom, lahko ima pač tudi v kombinaciji seveda z ameriškimi smernicami. In potem, kar danes vemo to, da je COVID-19, se pravi okužba s tem virusom, nalezljiva bolezen, ki ima lahko res težek potek in tudi dolgotrajne posledice, se pravi ne samo takrat trenutne, tistih nekaj tednov, ampak to se lahko nagne tudi proti mesecem posledic ali pa celo kot neko trajno oviranost. Tudi umrljivost dejansko res ni zanemarljiva. In te podatke, kot sem rekla, sicer že še čakamo, ampak dejstvo je, da so vedno in sam potek bolezni in seveda potem tudi, če se recimo cepimo, da je to odvisno tudi od posamezne bolezni, od tega, koliko je bolezen aktivna, od tega, kakšna zdravila jemljemo, kako jih jemljemo in vedno seveda tudi od vsakega posameznika, tako da nekih 100% zaključkov verjetno tukaj nikoli ne bo. Dejstvo je, da nekaj podatkov so že zbirali na primer v Nemčiji, tam so pri pred skoraj 800 bolnikih z vnetno revmatično boleznijo, od tega jih je bilo več kot 500 tudi na bioloških zdravilih, in pa hkrati pri zdravih odraslih več kot 900 jih je bilo, pa še pri zdravstvenih delavcih, pogledali, koliko od njih je imelo prisotna protitelesa, se pravi kot neka prebolela okužba, dejansko je bil ta odstotek takrat majhen, 2,2% in nekih bistvenih razlik med temi skupinami, se pravi tako pri bolnikih kot tudi pri zdravih, dejansko niso našli. Morda je bilo nekaj manj prisotnosti protiteles pri tistih bolnikih, ki so bili zdravljeni z biološkimi zdravili. Zdaj, kaj točno to pomeni, se bo verjetno razkrilo še v prihodnosti. Potem našla sem en tak zanimiv članek v tudi pomembni reviji Lancet iz decembra 2020, kjer so Američani analizirali svoje podatke v določenih bolnicah, pri bolnikih s kronično vnetno revmatično boleznijo in so ugotavljali, da če so primerjali začetek te pandemije, se pravi ta marec, april in tako naprej, s sedanjimi meseci, se številke dejansko izboljšujejo, kar pomeni, da na primer je še vedno 32% bolnikov bilo hospitaliziranih, ampak je bilo to manj kot v začetku pandemije. In kar se tiče smrtnosti, pri njih so jo ocenjevali na tam okoli 4%. Dejstvo pa je, da je tudi to bilo boljše kot na začetku, ko je bila več kot 9%. Se pravi, tukaj se kažejo pač številke, ki so pomembne, kaže se pa tudi nek napredek, lahko in v tem, da poznamo zdaj virus že nekoliko boljše, da imamo tudi nekaj več možnosti, kako dejansko bolnike, ki za njim zbolijo, obravnavati.
Vsekakor pa tisto, kar je bilo objavljeno tudi prav zdaj, februarja, v Nature, se pravi še ena izmed takih res kredibilnih revij, je, da tudi pri bolnikih s kronično vnetno revmatično boleznijo obstajajo ti določeni dejavniki, ki pomenijo lahko nekoliko težji potek ali pa recimo večjo zbolevnost, lahko več posledic. In te dejavniki so dejansko podobni kot pri kateremkoli drugi osebi, se pravi starost, potem kronična bolezen, kot je pritisk, kronična bolezen pljuč, sladkorna bolezen, pojavlja se tukaj v bistvu kronična bolezen ledvic kot eden izmed dejavnikov, ki je pomemben, in pa kar se tiče recimo zdravljenja pri naših bolnikih, odmerki medrola oziroma prednizolona, ki so višji od 10 mg na dan. Zdaj gledali so, analizirali so tudi podatke za druga zdravila, ki jih uporabljamo, in zaenkrat tukaj nekih večjih odstopov ni bilo. Zanimivo pa je, da se nakazuje nekako morda ugoden učinek bioloških zdravil in drugih malih molekul, ki vemo, da uravnavajo imunski sistem pri marsikateri vnetni revmatični bolezni. Tako da kljub temu, da se vedno tudi pri bolnikih z vnetno revmatično boleznijo jasno zavedamo tega, da že zaradi same bolezni so lahko bolj dovzetni za okužbe, pa tudi zaradi zdravil, je to tisto, kar sem prej omenila, vedno je pomembno tudi, koliko je bolezen aktivna, in dobro umirjena bolezen sigurno igra svojo ugodno vlogo, pa ne glede na to, na kakšen način jo v bistvu uspemo umiriti. Tako da, kar se naših priporočil glede COVID-19 tiče, to so bila objavljena, verjetno jih poznate, ampak nič ne škodi, če še enkrat povemo, dejansko pri nekom, ki ni bil v stiku z okuženo osebo ali pa ker sam nima okužbe, velja, da se zdravljenje nadaljuje večinoma kot doslej, oziroma da so kakršnekoli spremembe zdravljenja nekaj, kar naj bi bilo v dogovoru z lečečim revmatologom, ker se zavedamo tega, da če zdravljenje prekinemo, sploh pri boleznih, ki smo jih prej zelo težko umirili, lahko to seveda pomeni poslabšanje osnovne bolezni in pač temu primerno lahko potem tudi posledice. Zdaj, kar se tiče pa samih stikov, načeloma velja, da če ste bili v tesnem stiku z nekom, ki je imel dokazano okužbo s COVID-19 ali pa če imate sami okužbo dokazano, potem pomeni, da je seveda potrebno upoštevati navodila epidemiologov, kar se karantene tiče, in z naše strani priporočamo takrat prekinitev zdravljenja z zdravili. Potem je pa odvisno, kdaj to zdravljenje spet začnemo, od tega, kakšen je bil potek okužbe ali pa morda, ali se je po tem stiku kaj zgodilo ali ne. Načeloma velja, da če je bil nek lahek potek, če ni bilo dokazane pljučnice, potem se lahko zdravljenje začne spet tam 1 teden do 2 po tistem, ko so simptomi izzveneli. Kadar pa gre za nekoga, ki je razvil neko težjo obliko pljučnice ali pa je recimo bil hospitaliziran, takrat se običajno za vse to odločamo individualno, glede na vsakega posameznega bolnika, glede na njegov potek in seveda tudi stanje njegove osnovne bolezni, kakšno je in koliko je aktivna. Kar se tiče cepljenja, je pa takole. Zdaj, vemo že odprej, zdaj vsi naši bolniki veste, kar marsikdaj, če se pogovarjamo o cepljenjih, verjetno se spomnite, da smo tudi pred leti sami delali nekaj raziskav na temo takrat sicer cepljenja proti gripi. Dejstvo je, da z mrtvimi cepivi imamo izkušnje dobre, vemo, da so to učinkovita in načeloma varna cepiva, tudi pri bolnikih z vnetnimi revmatičnimi boleznimi. Seveda je res, da se lahko zgodi, da bo odziv na cepljenje nekoliko slabši. To ni pravilo, ampak ta možnost obstaja, sploh pač pri določenih zdravilih, ga bomo potem še omenili. In ravno zaradi tega je zelo smiselno to priporočilo, da če so kakršnekoli dileme glede cepljenja pri samem bolniku, pa je seveda zelo ugodno, če so cepljeni tisti najbližji, vsaj družinski člani, najbližji stiki, ker na takšen način se v bistvu poskuša zaščititi tudi samega bolnika. Načeloma velja tako kot pri vseh mrtvih cepivih. Pač ta cepiva, sem že prej rekla, ki jih do zdaj poznamo, sploh taki so zdaj na tržišču, so mrtva, se pravi, nas ne okužijo, ne povzročijo viroze, pač tisto, kar je reakcija na cepivo, je nekako drug proces, kot če bi dejansko se okužili samim virusom, in ne spreminjajo dednega zapisa. In tudi
vprašanje veliko na temo že prebolele okužbe. Zaenkrat, po vsem tem, kar vemo, velja, da tudi po tistem, ko okužbo prebolimo, je seveda v nekem razmaku cepljenje smiselno, ker zaenkrat nimamo dovolj trdnih podatkov o tem, koliko dolgotrajno in kako močno zaščito tudi po preboleli okužbi dejansko razvijamo. To je nekaj, kar bomo zopet vedeli čez eno obdobje. Ravno pred kratkim sem poslušala profesor Ihana, ki je tudi sam povedal o tem, da seveda tudi potem, če merimo protitelesa, če vemo, koliko imamo protiteles, dejansko ne vemo, koliko so ta protitelesa učinkovita, se pravi, sama kvantiteta nam še ne pomeni odziva oziroma zaščite. Se pravi, tukaj je v ozadju veliko raznih dejavnikov in vsekakor zaenkrat velja, da tudi po preboleli okužbi cepljenje je smiselno. Glede na to, da imamo zdaj vedno več podatkov tudi o tem, da se virus spreminja, se pravi, dalj časa, ko je med nami, več časa ima za to, da se spremeni kakšno malo stvar in to seveda pomeni, da odkrivamo vse te nove seve, o katerih poslušamo. In glede na to, da tudi o podatkih, ki jih imamo glede dolgotrajnosti zaščite, zaenkrat nekako velja, da bo verjetno cepljenje vsaj pač vsako leto nekako tako, kot poznamo pri gripi. Kaj bo na tem kasneje, bomo še videli, tako da tukaj me ne smete držati za prmej za vsako besedo, pač to so tisti podatki, ki jih trenutno imamo in kako pač zdajle izgleda. Je pa seveda veliko vprašanj o bioloških zdravilih in predvsem o rituximabu, to ste jih sigurno že sami tudi zaznali pri naših bolnikih. Dejstvo je, da to zdravilo deluje nekoliko drugače kot marsikatero drugo, naprimer zaviralci TNF-alfa in tako naprej. Zato, ker dajemo ga, veste, običajno v infuzijah, ki jih bolniki prejmejo na pol leta, takrat lahko najprej v razmaku 14 dni, ampak potem nekako polletni interval, pavza. In to zato, ker samo zdravilo najprej rabi precej časa, da začne delovati, potem pa tisti učinek nekaj časa traja. In deluje direktno na te limfocite, ki sem jih prej omenjala. In ravno zaradi tega so pri tem zdravilu opažali že tudi pri drugih cepljenjih, da je seveda odziv na cepljenje res lahko slabši, oziroma kar pričakujemo, da bo nekoliko slabši. In zato po naših sedanjih priporočilih velja, da če le gre in če je bolezen lepo umirjena, potem dejansko cepimo takrat, ko smo že čisto na koncu tistega intervala, ko bi dobili naslednji odmerek, in tudi potem po cepljenju naslednji odmerek nekoliko zamaknemo, recimo vsaj 2 tedna. Malo se pa spet seveda od bolnika do bolnika odloča, kako in kaj. In seveda je tako kot prej sem omenila, pri vseh bolnikih, pri teh bolnikih morda še toliko bolj pomembno to, da se res tudi družinski člani in tesni stiki cepijo, kar pač s tem poskrbimo za neko širšo obliko zaščite. Tako da s tem jaz upam, da vas nisem preveč utrudila z vsemi temi podatki, ki sem jih zdajle nanizala, se marsikaj bomo verjetno še prediskutirali. Ampak to bi bilo v bistvu z moje strani na to temo to. Tako da hvala za posluh, pozornost vsem tistim, ki ste poslušali, zdaj se pa seveda priporočam za vprašanja. Tako je, hvala res za to zanimivo predavanje in pojasnila, s katerimi ste nam pravzaprav že odgovorili na nekaj temeljnih vprašanj, ampak vse odgovore bo v resnici prinesla šele prihodnost. Ja. Sicer smo pa, kot sem že povedala, tokrat res prejeli kar veliko vprašanj udeležencev seminarja. Poskusili jih bomo nekoliko združiti, ker nam vseeno ne ostaja še veliko več časa za vse odgovore. Največ se jih vrti okoli tega, ali se zaradi cepljenja lahko poslabša sama avtoimunska vnetna bolezen, ker vprašanje je na nek način razumljivo, če pomislimo, da cepiva vplivajo na aktivacijo imunskega sistema. Ja, zdaj takole je, sigurno pač to, ko se cepimo, pomeni, da naš imunski sistem nekoliko razburkamo in sigurno pač se lahko zgodi, ne moramo reči, da ne, da se bo bolezen nekoliko poslabšala. Zdaj, a bo to pomenilo, da bo nekoga kakšen teden ali 2 morda, da bo imel več sklepne bolečine, da bo morda kakšen sklep več utečen ali ne, to zdajle težko dejansko rečemo, Ampak zaenkrat nekih podatkov, kjer bi dejansko rekli, da zdaj cepljenje absolutno ne, ker s tem poslabšamo bolezen, tega ni. Pač, če tehtamo korist in tveganje, je
to neko tveganje, ki je sprejemljivo in dejansko zaenkrat ni bilo veliko podatkov o tem, da bi prišlo do takih hujših poslabšanj. So pa seveda to je še iz prejšnjih cepljenj, zelo individualno različno. To smo tudi pri gripi videli. Nekateri dejansko niso čutili, da so karkoli dobili, drugi so čutili, to je tisto, kar se nekako dogaja vsak dan, tudi pri vseh drugih, ne le pri bolnikih z vnetno revmatično boleznijo. Je pa to, kar ste zdaj povedali, v bistvu velja za vse vnetne revmatične bolezni, ker dobili smo vprašanja za različne, za ankilozirajoči spondilitis, za sistemski lupus, za sistemsko sklerozo, polimiositis, fibromialgijo, tudi za Raynaudov sindrom. Ja, zdaj, to so v bistvu tako specifična vprašanja, da je nanje že težko čisto po vsaki bolezni odgovoriti. Jasno, da to je neka možnost, in tukaj nihče ne more dati 100% zagotovila, da se ne bo nič zgodilo, dejansko pa ne pričakujemo. In jasno, če bomo dobili kakršnekoli podatke naprej, da se bojo nabirale, to pač so sigurno bolniki prvi, ki bojo za to tudi zvedeli. Kaj pa, če je bolezen že v nekem poslabšanem stanju, če se pojavlja oteklost, bolečine, okorelost, vnetje, je takrat cepljenje še vedno smiselno? Zdaj, praviloma je tako, da rečemo, naše priporočilo je, da se cepi v umirjeni fazi bolezni. To je pa ravno zato, tako kot za marsikaj. Vemo, da ko je bolezen lepo umirjena, da takrat si na nek način lahko privoščimo, če se tako izrazim, marsikaj. In tudi naše priporočilo je umirjena bolezen, takrat cepimo brez zadržkov. Če je to neka aktivna bolezen, takrat velja, da pač bi cepili recimo vse ostale okrog prej zato, da bolnika zaščitimo, se pravi vse stike, tako kot smo rekli, družinske člane, samo bolezen pa poskušamo prej umiriti. Je pa res, da bojo tudi tukaj kar precejšnja tehtanja, zato ker so določeni bolniki, ki so veliko bolj imunokompromitirani, da lahko zaradi same bolezni in zaradi zdravil, ki jih čakajo, in takrat se dejansko tudi na naših konziljih dogovarjamo, kako in kaj naprej. In so nekateri primeri, kjer se potem seveda tudi takrat že pogovarjamo tudi o cepljenju, če menimo, da je tak bolnik res zelo ogrožen zato, da še kako tako okužbo dobi. Ampak to ni neko posplošeno priporočilo, to je pač ena izmed tistih stvari, ki se individualno presoja. Kaj pa sočasnost drugih cepljenj? Recimo, če smo se že cepili proti gripi, se lahko zdaj še takoj proti covidu ali pa klopni meningoencefalitis? Ena gospa je naročena zdaj na cepljenje, pa ne ve, ali se lahko za oboje hkrati ali zelo blizu skupaj. Zdaj, običajno je tako, kot se to tudi pri drugih cepljenjih velja, da ni dobro, da je naenkrat, razen tam, kjer imajo to že preizkušeno. Tako da tukaj bi sigurno je priporočilo, da je vmes nek razmak, ki naj bi bil vsaj, rečemo, 2 tedna ali pa še kaj več, da ni to sočasno, zato ker potem bi pa dejansko lahko imunski sistem morda že preveč razburkali, tudi ni smiselno. Tukaj je pač treba nekako porazdeliti, potem kdaj bo katero cepivo prišlo na vrsto, se pravi vsaj nek minimalen razmak med njimi naj bi bil. Kako pa je z jemanjem zdravil in cepljenjem? Je treba ob cepljenju kakorkoli prilagoditi terapijo? Vi ste razložili za rituximab, kako ravnati, ampak vprašanja so prav za vsa zdravila, od teh klasičnih do bioloških različnih, do hidroksiklorina, antimalarikov, glukokortikoidov. V bistvu je tako, mednarodne smernice zaenkrat so takšne, da za rituximab velja tako, kot sem rekla. To je malo posebno zdravilo na nek način, če tako rečemo, od teh naših zdravil. Zdaj, za ostala zdravila ta hip velja, da ne prekinjamo, ne spreminjamo nekih protokolov, sploh pri nekom, pri kom si to lahko privoščimo, če tako rečemo, če vse ostalo lepo umirjeno. Se pravi, ne načrtujemo nekih posebnih prekinitev. V preteklosti sicer smo zato, da smo recimo dali možnost tudi kakšnemu cepivu, da ima več naredilo pri kakih bolnikih, ki so imeli čisto umirjeno bolezen, zamaknili kakšno odmerek metotrexata in tako naprej, ampak dejansko pač priporočilo zdajle je, da režima ne spreminjamo, pri drugih zdravilih za rituximab pa tako, kot sem rekla, zamaknemo.
Kaj pa učinkovitost, a ne? Kakšna je učinkovitost cepljenja ob avtoimunski bolezni oziroma ali so kakšne razlike med posameznimi cepivi glede učinkovitosti? To je eden izmed tistih odgovorov, ki jih bomo na nje morali še počakati, ne. To se dejansko zdaj nabira. Zdaj, ko bo dejansko v bistvu, ko bojo cepljeni in bojo videli za to, da se bo v kakršnihkoli odstotkih potem res lahko govorilo. Pač če sklepamo po cepivih za gripo, kjer je pač sigurno največ podatkov, se zna pač sama avtoimunska bolezen lahko včasih pomeni, da je odziv lahko slabši, ampak tukaj v bistvu gledamo malo z tega stališča, z tistega, kar sem prej pokazala, morda pri tistih kozah, a ne. Ni vedno pomembno samo to, v kakšnem odstotku, pa da bo to 100%. Včasih lahko pomeni res razliko med življenjem in smrtjo tudi to, da je nekje milejši potek, kar s cepivom marsikdaj lahko pač dosežemo, to je namen, a ne. To je namen pri kateremkoli cepivu, da če se že bolezni čisto ne izognemo, da vsaj res poteka lažje, a ne. Za revmatike za zdaj ni kakšnih priporočil, da bi bilo katero od cepiv zanje bolj primerno? Zdaj, v bistvu pogovarjajo se o tem, oziroma tudi če gledamo, kako so cepiva sestavljena, je dejansko, so ta novejša cepiva, ne, kot je zdajle pri nas pač Pfizer in Moderna, so verjetno do neke mere boljša, če se lahko tako izrazim, v smislu primernosti. Ampak sploh za mlajše od 65 let dejansko tudi za AstraZeneco nekih takih podatkov, da ne bi bilo primerno, ni. Ne, zdaj, če imamo možnost, zdaj, problem je v tem, da pač seveda možnost izbire v situaciji, kakršni smo, zdajle sigurno ni. Mogoče bo ta situacija drugačna čez nekaj časa, ko se bo vse to bolj uteklo, če temu tako rečemo. Trenutno je pač na voljo tisto, kar je na voljo, tako da tudi z naše strani ni tega, da bi mi priporočali, mora biti to in to cepivo. Se pa nekako nakazuje po tistem, kar zdajle vemo, da bojo verjetno ta RNA cepiva nekoliko bolj primerna. Ampak tudi te podatke bomo še videli. To je nekaj, kar zdajle lahko sklepamo in potem se marsikdaj zgodi, da potem čez nekaj mesecev ali pa kakšno leto dobimo, pa ko res realne podatke naberemo, kakšno drugo sliko, a ne. No, za zdaj tako v bistvu res ne moremo izbirati, verjetno, če nam je eno. Mislim, tukaj mene itak preveč vprašate, ker nimam prav čisto nobene vloge pri tem, ampak ne, zdajle pač je tako, kot je, gre seveda prek izbranih zdravnikov, tudi prek teh list, ki jih oblikujejo, ne, na višjih inštancah in je to tisto, a ne. Prej ste omenjali mrtva cepiva, ne? Tukaj imamo vprašanje v okencu za pogovor. Katera so to mrtva cepiva od teh proti COVID-19? Vsa ta, v bistvu, ki sem jih prejle gor pokazala, to, kar zdajle razvijajo, v bistvu štejejo kot neaktivna, se pravi kot mrtva, a ne. Se pravi, to pomeni, da je to cepivo, ki če ga vnesemo, nas ne more okužiti, če tako povemo, ne. Kaj pa sama prebolelost, a ne? Rekli ste, da je cepljenje vsaj po nekem obdobju vseeno smiselno, tudi če smo COVID-19 že preboleli. Ja, tukaj je kar nekaj. Ja, kar nekaj neznank je, ampak priporočila sicer so v nekaterih državah, ne, zdaj že začeli, mislim, da ravno v Franciji, ne, so imeli pač ta, da bojo šli na en odmerek po preboleli in seveda, da so zamiki 3 do 6 mesecev po tistem, ko so že preboleli. Ampak zaenkrat po teh podatkih, ki jih imamo, pač deluje kot, vsekakor ni podatkov, da bi mi s tem, ko prebolimo, kakršnokoli res neko trajno odpornost razvili, ne. In tudi tukaj so zdaj seveda spet individualne razlike so zelo, zelo velike, ne. Nekateri lahko razvijajo visoke titre zaščitnih protiteles, drugi lahko, da jih praktično skoraj da ne razvijajo, ne. Imamo tudi pač vsakdanje takole v klinični praksi kar precej zelo različnih zgodb, no. Ne moremo pa se na nek način testirati, ali imamo ta protitelesa, ali jih nimamo, ali je smiselno cepljenje ali ne. Zdaj, da bi bilo to nekaj, kar bi potekalo kar pač a priori, zaenkrat še ne, a ne, sicer ja, jasno se pač protitelesa tudi določajo, v bistvu je bolj tukaj res to vprašanje, koliko dejansko razločiti, katera izmed teh protiteles so potem zaščitna, a ne, in do kakšne mere. Še eno malo posebno vprašanje, ali lahko po cepljenju normalno načrtujemo nosečnost?
Nekako priporočilo zaenkrat veljavno je, glede na to, da na nosečnicah ni bilo stestirano še zaenkrat. Če mi načrtujemo nosečnost, potem je fino vsaj 1-2 meseca potem odložiti. In to je zato, ker pač nimamo podatkov. Seveda pač, če je pa nekdo že noseč, tisto pa spet individualne zgodbe, tako kot posod se vemo, da recimo gripa je eno tistih cepiv, kjer se tudi nosečnice cepijo in imamo nekih, je to spet več koristi od tega, kakor pa škoda, če dejansko nosečnica preboli potem kako težjo obliko gripe. Tako da, če po tej logiki gledamo, bi tudi tukaj verjetno moralo iti na tak način, ampak kot rečeno, pri načrtovanju nosečnosti je boljše kakšna 2 meseca zamakniti potem te načrte. Cepimo se pri družinskem zdravniku verjetno, pa kaj vemo, kdaj bomo prišli na vrsto, ali imajo revmatiki kaj prednosti? Mislim, to je pa nekaj, kar žal vam je, mislim, ja, dejansko je pri izbranem zdravniku in tako kot rečeno je po teh skupinah, tako kot jih oni nizajo. Sej je, po tem, kar so zdaj ven dali, so dejansko bolniki s kronično vnetno revmatično boleznijo, sploh če so na kakšnih imunosupresivnih zdravilih, so v tisti skupini, ki pridejo tam 3., 4. skupina na vrsto, to je bilo tisto, kar so ravno, mislim, da včeraj ven dali, tako da se tudi te stvari premikajo. Samo trenutek, da pogledam, če nam je ostalo še kaj. Takole, se opravičujem, moram kar nekaj stvari prebrskati, nekateri imajo hkrati poleg revmatične bolezni tudi kardiovaskularne bolezni in druge, to je v bistvu samo še en razlog, da se cepimo. Ja, glede na to, da so to v bistvu tisti poglavitni dejavniki tveganja za težje poteke, sigurno. Ker to v bistvu je v vseh skupinah, ne glede na to, ali je še vnetna revmatična bolezen zraven ali ne, so dejansko te bolezni res srčno-žilne, sladkorna bolezen, prevelika telesna teža in ko je tisto, kar je res pomembno pri prebolevanju te okužbe. Imate mogoče podatke, koliko revmatikov je v Sloveniji že prebolelo COVID? Ne, jih pa nabiramo. Ja. V bistvu mi zdaj smo v stiku, kljub temu, da ambulant ni bilo, tako da tudi te podatke nabiramo in upam, da bomo čim prej lahko postregli z njimi. Tako, najbrž tudi nimate podatkov, koliko je že cepljenih, tukaj imamo eno gospo, ki že ima to izkušnjo, kot vidim. Ni pa nič povedala, ali ima kakšne stranske učinke, katerih se tudi vsi izgleda bojijo. Ja, sej to je čisto normalno, da se v bistvu bojimo tega, zato ker je res zelo različno. V bistvu tudi med nami, zaposlenimi, cepljenimi so bili odzivi zelo različni. Pač edina stvar, lahko rečem, da je bilo od tega, da sploh niso čutili, da je bilo karkoli, do tega, da je bil res kak dan res visoke vročine, ampak res en dan. Tako da različne zgodbe, praviloma pa res vse zelo kratkotrajne. Tako, dan, 2. Mislim, da smo okvirno pokrili vprašanja, nekaj je še zelo specifičnih, ljudje opisujejo res zelo cel potek zdravljenja in sedanje stanje, ampak tukaj bomo težko vsakemu posebej odgovorili. Verjetno je priporočilo, da se v takem primeru kar obrnejo na svojega revmatologa. Ja, tisto je najlažje, zato ker lečeči revmatolog jih nekako najbolj pozna, tudi kar se tega tiče. Vedno so tukaj tudi možnosti, če bolniki sami recimo ne morejo ali kakorkoli, glede na to, da v teh razmerah zdajle smo, če temu rečem, zelo razsuti, lahko naokrog po različnih deloviščih, in če ne dosežejo svojega revmatologa, je vedno odprta ta pot, da tudi izbrani zdravnik kontaktira prek, imajo raznih možnosti, od konziliarnih telefonov do e-posvetov in tako naprej. Tako da te možnosti so, in če so kakšne takšne dileme, se jih da razrešiti. Tudi v tem času, ko ambulante ni. Tudi kot ste mi rekli, vi zelo težko zdaj za individualne primere tudi dajete nasvete, mogoče bi se celo razlikovali od teh,
ki bi jih dal nek zdravnik, ki primer sam Ja, pozna. če so zelo specifične in zelo podrobne, tako da to je nekaj, kar vzame čas, da dobro pogledaš stvari, kaj in kako, ne pa v eni minuti na hitro, ne. Ste pa revmatologi tudi v tem času dovolj dostopni, da lahko dobijo ljudje odgovore? Ja, v bistvu tako, kot sem rekla, na žalost sicer zdaj tako. Naša ambulanta urgentna deluje redno kot vedno. Vse napotitve pod zelo hitro so ves čas zdajle tudi delovale, kljub temu, da smo bili vmes preseljeni, kar se Ljubljane tiče, zdaj to govorim, da smo bili v drugih prostorih. Rednih ambulant seveda na žalost zdajle v tem času ni, ampak v veliki meri smo v stiku z bolniki, če ne drugega, pač prek telefona. Ampak tudi, ko kaj takega se v bistvu zamakne, se pravi, so vse te druge možnosti, pač običajno še najhitreje potem prek izbranega zdravnika, ki nas kontaktira, oni imajo pa kar precej odprtih poti, čisto uradno odprtih poti, v bistvu, kako nas doseči in dobiti na svet, da se hitreje razreši, če so kakšne take dileme. Še eno vprašanje imamo, kljub temu za zdravila, za zaviralce TNF-alfa, nekdo bi rad res vseeno specifičen nasvet za ta zdravila, ali je treba, kdaj je najbolj ugodno cepljenje za te? Čisto odvisno, kjer zaviralec TNF-alfa je. V bistvu ni ugodnega, če vi prejemate enkrat na teden zaviralec TNF-alfa, težko iščemo tukaj najbolj ugoden čas, zato ker cepivo bo zdaj, pa bo čez 3 tedne. In običajno je tako, da če ne želimo tvegati, da bo bolezen izbruhnila, pa tega sploh ne bomo spreminjali. Se pravi, tukaj lahko v bistvu bolj kot ne ugibamo, ker verjetno za cel mesec ne bomo pač zdravljenja kar prekinili. Oziroma, če je pa nekdo tak, ki ima že zdaj zamike, je pa druga stvar. Tak si pa včasih lahko privošči tudi kakšno zamikanje. Čeprav, kolikor sem rekla, dejansko ni zdajle nekih takih priporočil, da bi to drastično spreminjali zaradi cepljenja, se pravi, same aplikacije zdravil. Ker je vedno neko tveganje, tudi če zdravljenje prekinemo. Ja, seveda. Imamo gospo, ki je prebolela covid, sicer brez posledic, se je pa verjetno zaradi prekinitve zdravljenja poslabšalo stanje njene osnovne bolezni. Ja, to so kar pogoste zgodbe, ker vemo, da pač tudi sama okužba, ne samo cepljenje, ampak sama okužba tudi poslabša lahko osnovno bolezen. Se pravi, eno, kar okužba prinese, in drugo je potem še posledica, ravno tako zaradi razburkanega imunskega sistema, če temu tako rečemo. Tako da, ja, ampak pač po podatkih, ki jih imamo zdajle, je vseeno, ko gre za okužbo, ne za cepljenje, nekako se vseeno poskuša ne vmešavati v ta potek in se pomagati na takšen način, da dejansko ne zaviramo imunskega sistema še dodatno takrat. Tako, hvala vam za vse te odgovore, doktor Katja Perdan-Pirkmajer. Mislim, da smo bili kar izčrpni. Upam, da smo v resnici uspeli odgovoriti na čim več vprašanj. Imam tudi dobro novico, s tem naših seminarjev še ni konec, nadaljevali bomo z njimi, ampak o naslednjih temah in tudi o naslednjih datumih boste seveda še pravočasno obveščeni. Do tedaj pa vsem skupaj ostanite varni in morda tudi s pomočjo cepljenja še bolj varni. Lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala lepa.